David, lepo pozdravljen. Živijo, hvala za povabilo. V tej skodelici kave upam, da bo dobra. Čak da povem, zdaj moram povedati. Ja, super je. Ni mrzla, ni prevroča. To je super. To je to. Ja. Kakšno kavo piješ? To bi moral res tebe vprašati. Ja, to je ta poklicna deformacija, veš, ko mora. Se bova malo izmenjevala. Ja. To sem pa videla v enem vajnem posnetku z Ajdo, kot je na koncu rekla, pa se ti ni noben rekel, da moraš to odvoditi. Kaj ti zdaj tu odvaja? Ma ne, to je, vse pravim, tako padeš noter v ritem, pa se pol, v bistvu v eni fazi prijaš do tega trenutka, ko začneš poslušati pogovor. Ti verjetno veš, kaj mislim, ne? Tako kot, veš, igralci pravijo, ki igrajo, da v eni fazi, ko to delaš dolg časa, pa ko padeš noter v ritem, oni sebe gledajo, kako igrajo. Se pravi, ne razmišljajo o tem, kako igrati, pa kaj, ampak sam gledajo tako z perspektive gledalca. Ne? In to se mi zdi, upam, da je za gledalce pa poslušalce to najboljša taktika, recimo vodenja dogodka, vodenja oddaje, podcasta, tudi igranja, recimo. Ja, itak, se strinjam, pa še toliko bolj se uživiš, a ne? Ja. Ne, mislim, zato, ker pol te res zanima debata. Ne, Ja. ne sam vprašanje, odgovor, next, konc. Hvala je. lepa. To je to. Ja, to je to. Adijo. Drugače pa pijem kavo z mlekom. Kavo z mlekom. Vedno. A vedno? Res? Ja. Jaz Ti? včasih zelo rad sem pil kavo z mlekom. Najrajš celo latte macchiato. Se pravi, Ogromno mleko, kava, pa še pena na vrh. Dokler nisem šel z modelingom takrat v Milano in smo v bistvu snemali cel dan in pol smo šli na, v bistvu ni bilo kosilo, ampak je bila že kar večerja in po večerji pride natakar, vpraša za kavo in jaz, pač vsi espresso, mogoče kakšen macchiato in jaz rečem latte macchiato in tako, ko bi naredil in se tako cela miza obrne proti meni in me pogleda in pol mi je režiser takrat razložil, David, prvo kot prvo, latte macchiato bolj za punce, drugo, vse, kar je z veliko mleka pred kosilom. Sprav, zajtrk, mogoče brunch, ampak pol po kosilu, bolj kot gre proti večeru, krajše kave. In pa sem tudi ugotovil, veš, recimo v Sloveniji ful radi pijemo podaljšane, ali pa amerikano, pa podobne stvari, da so te kave, imajo več kofeina noter, kot recimo espresso. Pol pa, če krajšo kavo, kot ti narediš, ne, močnejši ima okus, ampak manj ima kofeina. Ne. Tako da recimo, če ti zvečer spiješ espresso, pa ne moreš spati, pol pač ne piti kave zvečer, ker pač verjetnost je, da ne boš dobro spal, ker te bo kofein sesul. Ampak če pa vzameš ristretto nekaj, pa še malo krajši, pa mogoče malo boljš. Na svet dneva. Vidiš, takega nasveta še nisem. Nisi pričakovala tega. Ne. Niti nisem še dobila v nobeni epizodi takšnega nasveta. No, vidiš. Da vidim, da imam zdaj tule ljubitelje kave. Gostje, ki prinesejo vsebino. Ne, kavo imam pa res rad. Tako da, ko si mi napisala, priješ na kavo, sploh nisem več bral naprej, da je to podcast, in bi se sam videl kava in to je bilo to. In sem rekel, ja, z veseljem. Kupila sem te takoj. Takoj, ja. Tako da tudi, mislim, več kave doma konzumiram, veliko kave doma konzumiram, več načinov. Aha, nimaš ene take ustaljene. Od Chemexa, par kafetier, imam espresso mašino, cold brew delam predvsem poleti. Tako da, ja, in to je zjutraj, ko vstanem, vidim, koliko močno kavo rabim in kava je pri meni ritualno. Skoraj nikoli ne pijem zjutraj tisto, da jo rabim. Mora se že malo dneva odviti, da jaz pol spijem kavo ali pa se jo skuham. Večinoma, recimo, ko prijem na dobro jutro, je tudi ritual, zato ker nam naš scenc, ful prijazen, nama špelo skuha kavo. In to je pol ta najen dogodek pred oddajo, tako malo bolj easy. Ful dober, Ja. ti ritualčki. Ja, Zdaj pa, če mora se je mogoče kdo spraševal, kje so te videli, ne? Je to na dobro jutro, zdaj trenutno najbolj, bi rekla? Ja, veš kaj, kar se televizije tiče, dobro jutro pa avtomobilnost. Zato, ker dobro jutro je, moram reči, res zelo dobro gledana oddaja. Sam
zelo veliko ljudi, pa recimo, ki so v tem dnevnem ritmu, pa delovniku, nas pa ne ujame, ker pač moraš od 7 do 10 enkrat preklopiti televizijo. Avtomobilnost pa zelo velikrat, tudi od koga, ki ne bi rekel, da je na prvo žogo avtomobilski fan, slišam, gledamo Dajco pa tako. Po mojem mnenju tudi zato, ker so velikrat se jih predvaja tudi vmes med kakšnim športnim dogodkom, veš, pa tako jih lepo pri nas umestijo na televiziji. Tako da ja, to je kar se televizijskega dela tiče. Nekar tudi pa kakšno vodenje dogodkov, tam se tudi velikrat kje srečamo. Ja, jaz bi rekla, da je kar veliko stvari definirane. Jaz sem se rekla, da samo še iz pralnega praška ne skočiš. Ko sem delala to raziskavo, kot si mi malo prej rekel, ko si videl te moje zapiske, seveda sem naredila. Temeljiti research. Torej, več stvari. Pa poleg tega tudi ustvarjaš podcasta, pa produciraš, potem voditelj. Mislim, prireditev, kot si že sam rekel. Pa ustvarjalec vsebin, kot vplivnež, podjetnik, nekdanji športnik. Kaj bova še dodala? Nekdanji. Ja, veš kaj, vedno sem, ne da sem hotel v življenju več stvari delati, ampak zelo so mi te izzivi blizu. Tako da v bistvu vse je šlo, pa vse je na nek način povezano, veš, kot si ti rekla, nekdanji športnik. Ta šport me je izdelal na ta način, da pač, ko sem treniral atletiko, sem po mojem tudi zaradi tega, kar hitro prišel v modeling, pol iz modelinga prek audicije na televizijo, to pač povezovanje dogodkov, vodenje nekih eventov in teh stvari pride iz tega voditeljskega dela. In pol pa zraven pride, podjetje, sigurno se mi zdi, da to je naslednji korak, neke vrste branding. Pol so prišla socialna omrežja nekje na poti in se mi je zdel v tistem trenutku, čeprav ne moram reči, da sem najboljši na socialnih omrežjih. Se mi zdi, da zdaj te tam mladi, ki prihajajo, ki so na nek način rojeni s temi pametnimi napravami v rokah, to nas vse pojejo z lahkoto, kar se tiče ustvarjanja vsebin, pa kako so hitri, spretni in kako dobro znajo prodati od skodelce kave do novih pajkic. Se pa trudim, Mislim pa predvsem se mi zdi, tako razlika je, kar se tiče tega influencerstva, vplivnostnega marketinga in podobnih stvari, da pri meni je to prišlo na nek način zraven. Se pravi, da so te sledilci oziroma gledalci, poslušalci, ki so že bili prej z mano, jih je zanimalo, ne vem, kaj pa David Urankar počne na Instagramu ali pa Facebooku. Ne zato, mogoče si vzgledal pljuvam, ne zato, ker bi jaz toliko dober delal tam, veš, da bi zdaj prišli, ne vem, imamo par influencerjev, ki so pa, veš, ne vem, recimo Komotar. On je že toliko časa kle, da mu ne moramo več reči sami influencer, zato, ker je pač očitno zelo dober brand in zelo lepo ga je zgradil, ampak k njemu so ljudje prišli, ker je on tako dobre vsebine dajal na YouTube, pa na Instagram, pa na Facebook, pa veš, pol naprej razvil in atmosferce in podobno. Tako da pri meni je pa ta družba prišla skupaj, tako, če bi zdaj verjetno otvoril kavarno, pa bi rekel, pridite k meni na kavo, pa verjetno bi tudi kakšen prišel na kavo. Tako. Po moje bi. Ne bi pa prišli zaradi, da dodelam celo to tezo, rad bi, da bi bila dobra kava, ampak če pa me ne bi poznali odprej, bi pa mogel delati res dobro kavo, zato da bi ljudje drugemu povedali, pa mogoče malo dlje časa rabili, da bi prišli k meni v kavarno. Danes je vse kava teamed. Vse bomo povezali s kavico. Tako da in te stvari se mi zdi, da tako lepo se prepletajo druga skozi drugo. Zato, ker velikrat, recimo še posebej, ko sem prišel na televizijo, so mi ljudje sprašvali, takrat sta bile moji glavni točki modeling, pa pač televizijsko vodenje. In so rekli, enkrat se boš mogel odločiti. In jaz sem bil vedno, zakaj bi se mogel odločiti? Jaz oboje zelo rad delam. Je pa res, da pač brez podpore, recimo ekipe, v tem primeru Dobro jutro, pa avtomobilnosti, da bi jaz prišel en tak zaprt
okoren sistem, ki bi rekel, ne, tebe rabimo tukaj 5 dni na teden, po 8 ur, ne moreš se vzeti dopusta, da greš snemati na Dunaj ali pa v Milano. To je to, pa verjetno bi se mogel odločiti, pa verjetno tudi ne bi bil tako srečen v tem, kar delam. Krat pa imam to dinamiko. Ne. Pa oboje je povezano s kamerami, tako da te nekaj vleče na kamere. Ja, ne, to je pa, a veš, vse je, jaz sem mislil, a je kamera tist, ki me privlači, oziroma kar je to, ampak pol sem na koncu ugotovil, da v bistvu je to ta adrenaline rush, da je to ta odvisnost od adrenalina, ki me spremlja že od majhnega. In skozi šport, in pol skozi modeling in televizijo in to. In ja, ta adrenalin je tist, ki me gor drži. Veš, kaj tudi meni je jasen, da mislim, zelo veliko si želi javnega nastopanja. Ne? Pač ko gledaš, mislim, že gledaš koncert, ne vem, kogarkoli, zdaj Taylor Swift najbolj popularna, ki gledaš, rečeš, ali pa Beyoncé, ali pa kdorkoli, ki pride na oder, ki rečeš, wow, mislim, to bi pa tudi, ali pa Jay-Z, to bi pa tudi jaz, pred polnim štadionom. Ne? Ampak zelo malih pa lahko spi en teden prej, pred tem nastopom. Ali pa stop gor, pa jih ne stisne toliko, da ne daš besede ven. Ne? Jaz zdaj si dal res za primerjavo take svetovne zvezde. Sej tudi, jaz nisem bil na takem odru. Ampak to je, greš pa step by step. Ne? Veš, mislim, jaz prvič, ko sem bil na odru Galusove, na Cankarjevem domu, jaz ne morem reči, da mi ni pumpal na, mislim, da ne vem, kako so vsi ventili zdržali. Ampak pač greš čez to, se naučiš nekaj, greš čez te korake zavedanja, umiritve. To sem jaz srečal, da takrat, ko sem prišel na televizijo, po audiciji, sem bil res v bistvu celotno to izobraževalno shemo sem dal čez, ki jo nudi RTV. In temu sem res neizmerno hvaležen. To pa mislim, da je ena taka stvar, ki bi jo pa, mislim, da skoraj vsak mogel imeti. A veš, ko vsi imamo v eni fazi, dobro, ne lih vsako leto, upam, razgovor za službo. Ali pa nekaj moraš povedati pred sodelavci, pred šefom, nekaj prezentirati. Veš, in to nekomu, ki tega ne dela na dnevni ravni, ne, je to lih tako stres, kakor meni, ki pridem zjutraj v studio, pa so kamere prižgane. Ne. To sem že večkrat slišala, da imate zelo dobro to preizobraževanje in pripravo. Ja, in tudi jaz sem hodila na novinarstvo. Se mi zdi, da je bilo tega premalo. Imeli smo mogoče 2-krat tako kratko enodnevno izobraževanje, ampak bi moglo biti tega več. No. Premalo te praktičnega dela prakse, bolj sam knjige. Pa to. Ja. Pa veš, kaj mi tudi, recimo, ena stvar, ki mi je pomagala, ker zdaj smo pri tem prepletanju, v modelingu, ne? Ljudje vidijo samo reklame ali pa ne vem, pri igranju samo film. Ne vidijo pa castinga, ne? Tega izbirnega postopka. Ne? Se pravi, ti, da prideš do ene reklame, greš na ta prvi casting, pol je ožji izbor, pol je ta drugi casting, kjer moraš spet nekaj zaigrati. Se pravi, če je kava, moraš, ne vem, neko kratko sceno odigrati, primaš kavo, povonjaš, ne vem, spiješ, ti všeč, mogoče kakšna interakcija z drugim soigralcem. In tukaj je vedno zraven tudi režiser ali pa casting direktor in te malo pelje čez to. Ne? In to je v bistvu to spet samozavedanje, to, kako ti reagiraš, kako znaš odreagirati recimo na nekoga drugega. In skozi to sem se ogromno naučil. No. Imel sem tudi priliko delati s par režiserji, ki so delali v bistvu v tistem trenutku reklame, ampak so bili drugače filmski režiserji. In to, kar sem dobil od njih na setu, sem lahko z lahkoto prenesel tudi v televizijsko delo ali pa odrsko. Zdaj razmišljam, oboje pa moraš v bistvu za opravljanje obojega dela, torej in modeling in voditeljstvo, si predstavljam, da je to kar veliko samozavesti tudi. Pa bi rekel, da je to ista samozavest, kot pa si ti recimo bil na fotografiranjih, pa sedaj v živo pred kamero. Pa ne vem, a veš, to nisem čisto ziher. To gradiš. Ti si lahko, jaz sebe nikoli nisem imel za preveč samozavestnega človeka. Veš, jaz še vedno, ne vem, tudi danes, ko sem šel zjutraj v doma, sem Ajdo vprašal, ali
a sem se v redu oblekel, a to paše skupaj, a mi kaj štrli, kje. In pač to se mi zdi, da recimo, če bi bil jaz zdaj nek ultra samozavesten tip, verjetno bi rekel, se pogledal v špegel, pa rekel, super si, pa bi šel od doma. Tako da ne vem, če je lih prav zares samozavestjo, bolj je s tem, da bolj samozavedanjem. Ne? To, da v bistvu ti veš, kaj si prišel narediti. Recimo tudi podobno je v športu. Recimo, ko sem bob vozil, mi nismo bili nikoli ful dobri. Imeli smo res dober štart, ker smo bili sami atleti. In smo se zavedali, ok, zdaj tukaj je treba vse narediti, pol odvoziti in to, ampak nismo šli tako koki noter. Veš kaj, hiter si, kaj je slovenska beseda? Preveč samozavestni. Mislim, že, da se bahaš s tem. Ja, tako, nismo šli bahavo v to, čeprav smo praktično vseh tekmah bili med top 5 po štartu. Ampak greš samo z zavedanjem, ok, to moram narediti, tukaj moram boljš, v bistvu razčleniti moraš svoj nastop. In zelo podoben je tudi pri vodenju dogodkov, pri podcastih, pri oddajah ti razčlenaš, ok, to naredim. Če veš, da v nečem nisi toliko dober, se tistemu bolj posvetiš. Ker se mi zdi, da veliko ljudi gre pa res tudi v športu in v medijih, v nas prepolno, prepotentno v kakšno stvar, v kakšen projekt, pa pol ne spade toliko dober, pol pa ne vejo zakaj. Mislim, a veš, ti ne moreš, ne vem, če si 150 in na svetu v bobu ali pa v, ne vem, teku, ne moreš tja pridati pa delati poska vse in bolj. Ja. Pač on lahko naredi tist, pa mišice kaže v občinstvu, pa jim maha, pa to. Ti moraš pa mogoče malo svoj nivo malo spustiti. Ja, pa se tega zavedati. Ja. Pa se tega zavedati. No, in to je to samozavedanje, da veš, česa si sposoben. Pač, ne vem, jaz vem, da recimo, kaj veliko pev ne bom na odru, ker nimam največ posluha. tako da, a veš, znam pa ene stvari, ki so mi veš, kje so tvoje kvalitete. In vem, da, ne vem, da znam stres premagovati dobro in da je to. In recimo, da znam, če gre kaj na odru, kar na dogodkih uživo velikrat gre na robe, da znam odreagirati, da znam situacijo rešiti, da znam zimprovizirati, malo nasmešan obrniti in to je to. Ne pa nujno, da, ni pa to zdaj, presamozavestno bi pa bilo, da pa zdaj stand-up odvodim tam gor na odru. Ja, pač, razumem. To pa nisem, ne? In tega se zavedam. Zato so pa drugi, ki so pa ful dobri v tem. In jih z veseljem napovem. In danes z nami. En aplavz. To je to. Ja. Zdaj vidim, da se ti res ta področja zelo, zelo prepletajo, ker si spet pomenil šport, pa vodenje, pa ja, ne, vse. A veš kaj, mislim, tudi jaz vedno sem probal iz vsakega projekta nekaj potegniti ven. Tako da vidim, okay, zakaj je zdaj to se zgodilo, kako lahko to povežem v to, kar delam, kaj mi je to prineslo. In ja, mislim, tako je življenje, mislim, a veš, sej, tudi če imaš nek posel, pa ga povsem zapreš, ne moreš reči, zdaj sem pa to čisto za sabo pustil. To je še vedno del tebe, ali pa zveza, recimo. Pač vse na nek način te zaznamuje. To je res, ja. In zakaj bi zanikal to? Pa vse je za nekaj, ne? Vse je za nekaj dober. Ja. Razen, če ni. To je opcija. Ampak te moramo vprašati, imaš v mislih kakšen spodrsljaj, ko si mogel malo improvizirati? Mislim, vse živo se mi je že zgodilo. Veš, od tega, da je enkrat, pa ti sem bil, to je bil, ok, na začetku. Moj eden prvih vklopov v Dobro jutro. Jaz stojim na Slovenski cesti, kamera, režiser mi odšteva in potem me voditeljca napove. In jaz začnem govoriti in jaz njo še vedno slišam v slušalki, pa ona reče, malo zakovne, pa reče, ja, a ne boš nič povedal, kje si? Pa jaz tako stavek 2 v moj vklop.
In jaz ko vprašam, a je to vaja, a mi še nismo v živo. Pa tako meni kamero, ne, v živo smo. In režiser, v živo smo. Oni pač niso odklopili, ona je tako retorično zastavila v studiu ali kakorkoli. In ulil se mi je, ne, rekel, pardon, tehnične motne, pa sem šel naprej. Ampak v tistem trenutku meni je srce mi nabil. Jaz se ne spomnim več, kaj sem spraševal, kaj sem govoril v tistem vklopu. In meni se je zdelo, ker sem se peljal z ekipo proti televiziji, da pač to ni zame, da to je to, da to je bil zdaj tak polom, da lahko kar spakiram stvari pa grem domov. In pol sem pa si prižgal posnetek in sem pogledal in sem videl, da sploh ni bilo tako hudo. In zato je recimo tam mladim, ki pridejo delati, jim rečem vedno, glej se, posluši se, ker iz tega se največ naučiš. Lahko ti folk karkoli govori, ne vem kakšne vaje hodiš gor dol, če ti noš naredil osnove in sebe pogledal, svojega produkta probo, ne boš vedel, kaj delaš. In to mi je recimo, zdaj moram priznati, pač tudi zaradi časa ne pogledam vsega, zato ker tudi dobro jutro je 3 ure, če bi po 3 urah vodenja šel še 3 ure pogledati, sem da lahko kar zaključen dan. Ne, ampak grem pa kakšno stvar pogledati še vedno zato, ker veš, včasih se ti zdi, ko si pod stresom, ti srce nabije in se ti zdi, da se vse dogaja ful počas. In recimo to težavo sem imel tudi, ko sem na radiju delal. Radio je pa še en mal drugačen medij, ki ne moreš stvari reševati z nasmehom, z mežikom pa z rokami, ampak moraš res zapolniti ta čas in dati vso energijo v glas. In pa se mi je kdaj zdelo, tukaj vmes med temi stavki je bilo pa toliko enih tišin. In te tišine se potencirajo, ko si v etru, zato ker te adrenalin toliko drži in srce nabija in vse. In pa se poslušaš in rečeš, sej to se pa sploh ni toliko vlekel. Sej kle pa ni bilo toliko ene pauze, kot sem si jaz predstavljal takrat, ko sem to snemal. Tako da gledati se. Ampak spet, to je nekaj, kar mi je ostalo že od športa. Mi smo že pri atletki smo se skozi snemali, kad tečeš, kje so roke, koliko visok so kolena, kad greš čez overo. Kaj lahko narediš boljše. Ja, ker tako najbolj vidiš, ne? Ja. Čeprav je težko, tudi meni je bilo težko gledati prvih par epizod. Ne govor. Grozno. Najtežja stvar je sebe gledati. Veš, samozavest, meni, najtežja stvar, sebe gledati pa sebe poslušati. Poslušati še bolje. Ja. A veš, in jaz mislim, da nekdo, se pravi, da to ni služba za samo tiste, ki so ful samozavestni. Ker jaz poznam ful ljudi, ki so veliko bolj samozavestni, kot jaz. Se pravi, bi lahko oni tudi to počeli. Pa jih čist nič ne zanima javno nastopanje. Ja. Pa potem, ko si rekel, da ste se snemali, ne? Samo tako lahko popraviš določene stvari. Ja, in tudi jaz recimo sem mislila, nisem nič rekla, tu je zdaj ta neprijetna tišina. Ja. Ampak včasih pa ljudje potrebujejo tisto malo tišine, da sprocesirajo poslušano, ne? Sigurno. Pa sej tudi, veš, ko greš ti z nekom na kavo, ali pa na sestank, ali pa kakorkoli, sej ni vedno skozi, da bi nekdo govoril. Sej kdaj je tudi malo pauze, da gre kdo na WC, priješ nazaj, pa se spet pogovarjaš. Tako pač. To je naš flow. Ne? V eni fazi smo, ko se malo tudi tem socialnim omrežjem dam to kot napako, v eni fazi smo rekli, da zdaj mora biti pa vse nakratko nasekan, pa se ful dogajati, pa v prvih 8 sekundah se mora vse zgoditi, pa bam. Ampak se mi zdi, da se zdaj malo umirjamo, no? Da imajo ljudje spet malo več časa, pa si predvsem vzamejo malo več časa, da te stvari poslušajo, gledajo, kakorkoli. Potem pa vidijo, da ni tako slabo, ne? Tudi če pogovor traja 45 minut, 1 uro. Pa glej, to je pa spet od človeka do človeka odvisano. Ali pa 3 ure v tvojem primeru. Okay. Ne, jaz tudi, recimo, jaz sem že včasih sem ful Joe Rogana poslušal
In moram reči, da so bili podcasti, ki jih nisem mogel poslušati dlje kot 15 minut. So bili pa tudi podcasti, ki sem jih lahko 3 ure v kosu. Pa je minil ko nič. Ja, ampak to jaz ne vidim, da bi bilo v tem kaj narobe. Veš, je kakšen gost, ki ga ne moreš, kakšna tema, ki je ne moreš, ali pa kaj, ki se pa totalno poistovetiš, pa bi ga lahko domov povabil za en teden, pa v vsakem zajtrku debatiral v eni in isti temi. Ne. Točno tako, ja. Zato pa je toliko različnih vsebin, ne? Da je za vsakega nekaj. Ja, to pa je. To so pa te časi. Ja. Pa tudi verjetno potem zavedanje, da ne moreš biti vsakemu všeč. Ne, to pa tudi. To moraš pa prežvečati. To moraš pa, mislim, da ko greš enkrat nekaj, kar se tiče javnega nastopanja delati, ali pa to, da si izpostavljen. Dobro, tudi če pišeš članek, saj si podpisan. Ne? In če ti ni jasen, pač, da je tudi tle ena klasična Gaussova krivulja, kjer moraš konček odrezati, ki so tisti, ki te bodo vedno podpirali in hvalili in jim boš najbolj všeč. Moraš odrezati na drugi strani enak velik konček tudi tistih, ki te bojo pa kritizirali, pa te bojo, ne vem, postavljali ali v eno ali v drugo politično opcijo in se ne strinjajo s tabo. Se pravi, pol pa gledaš, ta velik del, ki so pa ponavadi čisto ok ljudje. Pa dobro kritika, ne? Tudi to je pomembno. Ne, ampak je pa, mislim, jaz nisem eden tistih, ki bi rekel, da ne berem komentarjev. Tudi ne moram reči, da me ne zadenejo. Ne? Me, priznam, ampak sem se pa v tem času naučil, da pa ne zgubljam časa zaradi njih. Se pravi, zdaj, če bi nosil dvignen vratnik, frajersko, pa če bi mi ena gledalka ali pa en gledalec napisal, to ni pa za kamer, bi rekel, ok, pač eno mnenje. Če bi mi jih pa 15 napisali, pol bi pa začel razmišljati o tem, da mogoče pa to res ni za kamer. No. Ampak ne 15 istih z drugimi imeni na Twitterju, ampak veš, kaj mislim. Se razumemo, ja. To bi bilo pa že. Ja, tako da moraš imeti en pač ta kontakt s fanbaseom, sledilci, gledalci, gledalkami, poslušalkami. Pa mislim, da zdaj v teh časih je to res bolj preprosto, kot je kadarkoli bilo. Veš, ko sem prišel na TV, so bila socialna omrežja še zelo v povojih. Tako da je šlo večino prek navadne pošte. Tako da še zdaj kdaj dobimo kakšno navadno pošto. Ja, ravno zanj sem dobil šopek smilja. Veš, kaj je smilj? Ne. To je ena rastlina, ki je zelo zdravilna in se veliko uporablja tudi v kremah. Ja, proti gubam, tako gor dol. Pač tako naravne zelišča in mi smo imeli v oddaji o smilju in teh naravnih zeliščih. Ena gospa mi je poslala šopek smilja, pa še ene domače začimbe z njenega vrta, ki so zdaj pri meni doma na tisti polici, kjer imam začimbe. Zelo pozorno. Ja. In izvirno. Rožmarin, lovor, vse. Tako da. Taka darila so pa dobra darila. Veš, mislim, to pa res je nekaj, ki ne moreš kar tako kupiti, veš, v trgovino pa reči. Zdaj bi imel pa šopek domačih začimb. Nimamo. Ne, imamo sami iz indijski kari. Ampak se pa verjetno pozna to, ne, da je to malo starejše občinstvo. Kar se dobro jutro tiče. Ja, veš kako je, prva ura, se pravi od 7 do 8, imamo po teh statistikah zelo aktivno prebivalstvo. Se pravi, so tisti, ki zjutraj prižgejo televizijo, ko rihtajo, preden grejo v službo, preden otroke peljejo v šolo in vrtec. Med kavico. Tako, ja. Pol od 8 do 10 pa je zelo veliko tudi nosečnic, pa ljudje, ki so v penziji oziroma ki imajo več časa. Tako da, ja, tega se zavedamo, zaradi tega delamo tudi recimo prvo uro malo bolj mozaično. Se pravi, so kratke teme, 5-8 minut, bolj informativne narave, se pravi, veš nekaj, kar recimo
se že odpravljaš, pa slišiš, pa ti je zanimivo, pa rečeš, ok, zdaj bom to pogledal, ampak ne bom pa zgubil 15 minut, pa pol zamudil službo, ampak bom gledal 5 minut. Ne. To je ta prva ura, pa recimo v drugi pa tretji uri je pa si pa vzamem malo več časa. Je pa lahko, veš, kakšno zdravje, kakšni pravni nasveti, pa podobne stvari, pa so rubrike, ki so tudi 15 minut dolge. No, tako da, ja. To je dobro, ja, da se prilagaja občinstvu. Ja, jaz mislim, da bi morali začeti tudi prej. Sicer to je tle si malo sam sebi delam težave. Da bi se program začel prej. Da bi se program začel prej. Zato, ker jaz mislim, da večina ljudi, ki mora še otroke zjutraj razvoziti, pa ujeti službo, pa delo, smo ob 7 pozni. Ja, so že na poti. Ste že na poti. Bi mogli bolj proti 6 iti. Ja. Tako da, ja. Recimo kolegi v Avstriji, mislim, da začenjajo ob 5:30. Ja, se bi rekla, ja, da krat se nekako zbudiš. Sam pol bi mogel po 3 vstati. Upam, da tole uredniki ne gledajo. Da ne boš zdaj dal. Mene v 7, lahko tudi v 8 začnemo. Da boš zdaj dal tako idejo, da boš se pa zdaj razburkal tole rutino. Ne, ampak veš, mislim, če ustvarjaš eno tako oddajo, pač logično ne gledaš sam za svojo ta zadnjo, ne? Ampak gledaš, mislim, jaz sem pri Dobro jutro od 2010, se pravi 13 let, ne, 13, tako star pa spet nisem, 13 let, računati sam ne znam. In pač meni se zdi, da oddaje, mi smo skupaj nekaj začeli graditi, ne, in se počutim kot del ene celote in se mi zdi, kako bi zdaj bila ta celota še boljša. In bi bila, če bi začeli bolj zgoditi. Upam, da nihče ne gleda. Ampak nisi začel, začel si bolj niže pri tem ustvarjanju, ne? Zdaj si koliko časa glavni voditelj? Mislim, da 2012 sem začel voditi. 2012 je bilo prvo vodenje. Ne, začel sem pa z loterijskimi oddajami. Žrebanje deteljice je bila ta oddaja. Pa še neki, zdaj ne vem, kaj ja, pa Loto, pa Super Loto. Ja. V bistvu, to je bil en sklop loterijske oddaj. Takrat je bilo tega res veliko. Veš, je bil še deteljica, Loto, Super Loto, 3x3, Astro. V bistvu vsak dan zvečer praktično je bila ena oddaja, kjer so se podeljevali od, ne vem, par tisoč evrov do par milijonov. Ne? Tako. In tudi loterijske oddaje so bile ful dobra platforma za voditelje, za nove voditelje. Veš, zaradi tega, ker dejansko vsebina je bila prebrati številke, ne, v mojem primeru žrebanje deteljice je tako kot tombola. Žrebaš 43 številk in pol na lističu si imel 3 vrstice in pol, če si imel eno vrstico, zdobil 3,35 €, če si imel 2, 15,25, če si imel 3, bila pa to deteljica. Ampak žrebar se pa 43 številk. No. Zdaj upam, da sem si še zapomnil, koliko je bilo. In veš, kako je povedati 43 številk, ki jih Boban ven vleče. Ne? Številka 10. No, pa poglejmo, katero številko bo Boban izbral naslednjo. Številko 32. Pa številka 5. Zdaj je pa še 40. Ne? Ti že zmanjka besed, s katerimi bi napovedal te številke. To, plus ni najbolj zahtevno delo na televiziji, kar je super za nekoga, ki se prvič sooča s to platformo. V bistvu na začetku si mogel povedati en stavek, to si ga mogel napisati, nek pozdrav, ki spet ni isti skozi celo leto, pa nek zaključek. In to je bilo to in jaz sem res izjemno hvaležen, zato ker vidim, da zdaj recimo, ko mladi pridejo na televizijo, ni ene take oddaje, kamor bi jih dal, otroški in mladinski program delata super, ampak tudi tukaj imajo omejeno število mest za voditelje. Ampak eno tako oddajco, ali pa tako, ko smo imeli pri Dobro jutro vreme. Mi smo tisti, ki smo prišli na Dobro jutro, kot mlajši, si vedno začel z vremenom. Najprej si odvodil vreme, potem si šel na teren in šele po določenem času, če so bile zvezde v ta pravi konstelaciji, je nekdo rekel, a bi
ti vodil tudi kaj v studiu. Mogoče ga še na rubriko od začetka, ampak pa že celo oddajo. To se mi zdi kar tak dober tempo in potem nadaljevanje mesta voditelja. Ja, sej v bistvu to je ta prav način, veš, da se spoznaš in jaz se spomnim takrat pod Lerko Bizil, smo dejansko, vsi smo znali vse, a ne? Ti si, ko si delal vreme, si šel s potoma še goste iskati k vratarju, si jih peljal v masko, si vmes še kakšno stvar zmontiral, kaj odrezal, kakšen prispevek naredil in v bistvu tako spoznaš, kako stvari funkcionirajo. In tako pol, ko prideš v studiu, veš, zakaj so ljudje, ki so obdani okrog tebe in zakaj si jim lahko tako hvaležen, da stvar funkcionira tako, kot funkcionira. Ne? Pa da ni tako samoumevno vse, ne? Ja, ne. Točno veš proces, Ja, da ni, kje je moj scenarij, pa grem jaz pred kamero, pa dobro zgledam, pa je to. Ne, ni. Pač so ljudje zadaj, ki bi morali biti vsaj toliko kreditirani, ne? V bistvu vsaj toliko bi mogli biti hvaležni kot voditeljem za eno oddajo, ki nastane. Res je. Če ne še bolj. Ja. Zdaj poslušam tvoj glas. A so tudi tebi v mladosti mogoče govorili, ti imaš pa glas na televizijo ali pa radio? Ne. Jaz mislim, da mi ni... Ne spomnim se, da bi mi kdo kadarkoli rekel, ti boš pa nastopil. Zanimivo. Tako. Bi takoj rekla? Ne, tudi jaz, tako kot otrok, sem bil zelo tiha voda. Ja. Jaz sem zelo umerjen otrok. Saj tako nisem bi mogel mamo pa očeta vprašati. Ampak ne, jaz sem bil, kaj pa vem, tako, igral sem takrat v osnovni šoli košarko, zelo sem rad hodil v šolo, to se spomnim, zelo sem se trudil, ocene sem imel zelo dobre in to je bilo to in da bi bil kakšne težave kadarkoli ali pa tako, veš, da bi tudi, veš, šele pol v srednji šoli recimo, da smo imeli šolski radio pa te stvari, da se je začel malo to, ampak tudi zaradi kolegov, s katerimi sem se družil. V šoli, veš, kdaj kdo reče v osnovni šoli, ta bo pa nastopil ali pa on pa vedno na šolskih prireditvah kaj pove, kaj zapoje. Ne, jaz nisem bil ta tip. Torej, ti si bil bolj meren? Ja, tiha voda. Doma imata pa dva energična, v enem intervjuju sta z Ajdo rekla, dva divjaka. Sta. Ja, pa sta po Ajdi? Ne vem, bi mogel tasta pa tašče vprašati, kakšna je bila kot otrok. Ampak ja, ta male dva sta pa, to, ka pa ona dva energije prineseta v hišo, to je pa neverjetno. Jaz ne vem, že sam za primerjavo, Nels me že od junija sprašuje, kdaj gremo smučati. Tako, take stvari, pa je star 4 leta. Tako da, ja, pri njima je, mislim, smo tudi redni obiskovalci urgence. Tako da... Upam, da ne prehudo. Ne, se vse reši, ampak tako, da malo reklamo naredim tudi našim ustanovam, da smo zelo zadovoljni. Lahko bi me že kakšen, časovni popust, ker tokrat pridemo kakšna vrsta za povratnike ali pa kaj podobnega. Ampak ne, moram potrkati, no, da ne bom preveč po mikrofonu. Da vse je v redu, pač vse v mejah normalne, ampak sta pa na glavo, no. Še posebej mlajši. Ampak slišam, da tako tam mlajši so ponavadi takšni, da se morajo dokazovati. Tako da je. Ampak imam pa rajš to, pa da ne vem, da ne bi takrat, kaj se rečem, gremo smučati, oba skočila v luft, pa že laufala v avto. To je to, no. To mi je okej, no. Da sta nadobudna, da imate energijo, da se veselita stvari. Zdaj smo bili za vikend pri Božičku. Ne vem, kdaj boš sicer tole ven dala. Ja, ta teden. Bo ta teden, da smo čisto praznično. Čisto praznično, okay. Da novo 15. februarja pa bojo ljudje
Čakaj, kje so bili? Noro. In smo pošli tam še po Lipici malo, ful lepo, tudi zdaj po zimi. Končke pogledati pa tako in to nimajo vse špas, nimajo vse ima igra, vse ima laufanje in čim dlje ne ostanete tako. Zato, ker polk si enkrat starejši, vidiš, da ni vse igra. Je pa vse laufanje, če dali bolj. No, jaz priznam, da bolj kot tebe spremljam tvojo ženo Ajdo in res vidim, da pri vas je vse razgibano, da to se dogaja in tudi kot si že prej omenil, da pa verjetno grejo tvoji gledalci pogledati na Instagram, kaj pa David počne na Instagramu oziroma doma. Vidijo, da veliko, da se veliko dogaja. Da se skozi nekaj dogaja. Ja, zato, ker so ugotovila, mislim, ker se more, ne. Ker te tam mali, po domač rečen, to jih enkrat na dan, on more malo pošportati, pa more malo odlaufati. No. Koliko ste zdaj stara, 4? 4 pa 8. Ja. Tako da, zato, ker če sta pa noter, ne, pa je pa še hujš. Pa noter tam v nežoge ne bijeta, pa vse leti, pa po ribstolu plezata. Tako da, vse je, moram reči, da pač kakšen dan se veš, če so kakšna dolga snemanja ali pa kaj imel tako v službi, da se more človek kar malo, ampak vse zato so pa dva. Zato pa kdaj Ajda vskoč, kdaj jaz. Veliko probavamo iti tudi skupino, da smo čim več časa skupaj. Je pa res, da imata oba fleksibilno delo, ne? Ja. Tako da je res, si predstavljam, da je veliko usklajevanja. Ampak po drugi strani je pa tudi lažje, veš, ker so obdobja, recimo pri meni, ki je res velik, še posebej december, kjer sta kdaj tudi po 2 dogodka na dan, plus še kakšno snemanje in me res cele dneve ni. Pol so pa obdobja, veš, recimo januar, ki prihaja, ki se pa vse malo bolj sprosti, ne? Pa se recimo kakšna oddaja še ne začne snemati in pa smo pa res lahko malo več skupaj, pa si lahko tudi, veš, prvoščimo, da cel dan delamo tisto, ki si otroka želita, pa ni treba maila pogledati čez cel dan, pa take stvari. To je pa smučanje, ne? To je pa smučanje. In se ti glih fajn poklopi januarja? Ja, januar je mesec, na katerega jaz kar čakam, moram priznati. Čeprav rad delam to, kar delam, sam, veš, adrenalin, kolikor je fajn, pa kolikor sem prej rekel, da na nek način sem odvisnik od adrenalina, je pa res, da pa pobere energijo, ne. Sprav, ti, ko si, zato veliko ljudi, ko ima ene projekte, pa so pod adrenalinom jih spelje, pa po projektu pa zdaj sem pa zbolel. Se mi zdi, predvsem zaradi tega, ker ti ta adrenalin pade do te mere, da organizem ne funkcionira več. In tukaj jaz prav čutim, kdaj kakšen dogodek sem prav lušten, vse štima, pa že, ko se domov pelješ, ne, pa že čutiš, kako ta adrenalin pada, ne, in kako postaješ zmatran. Pa ne, da bi jamral, ampak pač to je, moraš se zavedati svojega telesa, zato da se ne prekuraš, po domače rečeno. In kaj narediš takrat, ko že čutiš? Kaj naredim takrat? Ful rad imam vročo kopel, ko si dam malo eteričnih olj, pa soli noter. To. Pa pržgem tekmo Dallasa in potem ležim in izležavam. Drugače pa ful sem fan savne. Res, savna je mi pa zelo, zelo velik pomen. In med korono sem imel en do-it-yourself project in sem v eni majhni sobci, ki jo imamo, naredil savno. Postavil savno. Tako da zdaj imam savno tudi doma. Zato, ker mislim, rad imam savno, ampak se mi ni dal nekam voziti, da bi zdaj mogel vzeti torbo, noter nabasati, brisače, vse stvari. In zdaj pač mini savnico za 2 osebi lahko sedita noter, ampak čist dovolj, zato, kar jaz potrebujem. In to je recimo še zlasti zdaj po zimi, ko so kdaj snemanja tudi zunaj, pa te malo prezebe in pa, ko prideš domov, si narediš savno in je to. To pa si predstavljam, da zelo paše. Ja. Tako da to je v bistvu tako. Tisto, kar najbolj instantno deluje. Je pa res, da kdaj pač, kaj pa
par dni zapored, ne, takih stvari si pa mogoče niti ne moš časa vzeti, pa to je pa, mislim, stvar, ki je, jaz sem ugotovil najbolj pomembna pri meni je spanje. Dolgoročno. Se pravi, tudi če so dogodki zvečer, da probam, da ne jem zvečer preveč, da ne pijem kave zvečer ali pa preveč alkohola, zaradi tega, ker pol težje zaspiš. Je pa res, da te adrenalin, ki te drži na dogodku, pol ti tudi še ne dovolj zaspati nekaj časa. To je pač una stvar, ki mogoče se malo zaciklaš pa to. A imaš tudi določeno 8 ur spanca, ti to najbolj ugaja? Ni treba, da je 8 ur. Grem pa relativno zgodaj spat. Se pravi, takrat, ko nima večernih dogodkov, kar okrog 10 zvečer. Tako da je pa res, tudi zaradi tega, ker recimo za dobro jutro vstanem ob 5, ostale dneve tam okrog 7, mogoče še celo malo prej, ker se Nels relativno zgodaj zbuja tam od 6 do pol 7. Tako da nimam čisto ustaljenega ritma. Pol imam, recimo, ko so večerni dogodki, gre rado do polnoči ali pa še celo čez, ki jih ni, pa res probam, da sem v postelji ob 10. Izogibava se ekranom, vsaj pol ure pred spanjem. In to moram potrkati, no, je zaenkrat ne bom spet trkal. Je zaenkrat kar recept za to, da pač pol spiva. No? Ja. Tako da to je to. Sem tudi prebral knjigo Zakaj spimo od profesorja Walkerja. Boš še kaj delil, kakšen? Ja, in mislim, da on tudi te nasvete daje. Super knjiga drugače, ampak je pa res, da mora pa vsak pri sebi pogruntati. Še eni ne morajo spati, če je premrzlo, eni ne morajo spati, če je prevroče. Eni lahko spijo, če 3 deci kave spijejo. Pač moraš sebe poslušati. Noben ne more zate čisto točno reči, to bo pa delovalo. Ampak probaš pa vidiš. Ne? To je ista fora, ko lahko nekateri spijo energijsko pijačo, pa grejo spat. Eni so pa pokonče. No, to sem lahko jaz včasih. Recimo, ne vem, ko sem bil star 20 let, sem lahko vzel, sem spil kavo, pa sem power napnil. Tako. Ja. Zdaj se pa obrnil. Zdaj pa malo drugače. Sej to je zabavnost tega našega življenja, da se je treba vedno znova znati prilagajati. Ja. Vidim pa, da je pri tebi spanec, da uravnaš to, da nimaš rutine, potem s spancem pa to uravnaš. Ja, spanec je tisti, ki je sidro pri meni. Sej, kar pri vseh se mi zdi, samo nekateri se zavedajo, nekateri pa ne. Ja, ne. Jaz kapo dol, tudi sledim par tem Američanom, ki rečejo, vstanem ob 3:30, grem v fitness, potem meditiram, potem pojem zajtrk. In imam prvi sestanek ob 6:30 in sem jaz wow. Kaj vse je že naredil do takrat? Ja, jaz rabim samo 3 ure spanca, da funkcioniram. No, v tej knjigi, ki sem jo omenil, pa ni reklama, je raven to napisano, da ti lahko telo navadiš na marsikaj. Vprašanje pa je, za kako ceno. Se pravi, kaj se ti posledično razvije od avtoimunih bolezni do nekih rakotvornih celic, ki se lahko zaradi tega, ker telo nima časa obnavljanja, razvijajo. Ampak naj ljudje preberejo knjigo. Tako. Link je spodaj v opisu. Procenti gredo pa ne, se ni tega tukaj. Ne, sam res, mislim, tako, na koncu, ne vem, mogoče zato, ker imam otroka, pa ker bi rad pol tudi nekaj časa še preživel z njima, pol začneš razmišljati o teh stvareh in vidiš, kako se počutiš, kaj funkcionira zate. Pa veš, to, da res, ne vem, v mladosti je vse na glavo, pol pa začneš malo nivelirati vse skupaj. Veš, pol imaš kakšnega znanca, ki je izgorel, kakšnega prijatelja, ki je kar naenkrat pri 35 fazu raka, pa si rečeš, zakaj bi pa jaz šel po istih stopinjah, pa se nič ne naučil iz tega. Ne?
Zdaj imam občutek, da si se malo navezal tudi na svojo Ajdo, ne? Ne, z njo imam definitivno to v mislih, ja. Ker si tudi v tistem času, ko je torej Ajda izgorela, si dal veliko intervjujev na to temo, da pa si tudi takrat se ti malo zbal zase. Ne, to je bil reality check. Mislim, še zdaj, ko govorim o tem, imam kurjo polta, ne. Zato, ker to je tako, glej, v enem trenutku se vsi mal kdaj ponorčujemo iz te tematike ali pa iz kakšnega avtorja, ki je napisal kakšno knjigo ali pa dal kakšen intervju v izgorelosti. Pa meni se niti ne zdi to blazen kaj narobe, zato ker pač humor je narejen na ta način, da pač se pohecamo iz kakšne zadeve in zelo redko, kjer joke je narejen tako, da ne bo kdo užaljen, razen če imamo vice o komarjih pa slonih ali pa kaj podobno. Pa še oni se lahko verjetno užalijo. Ampak problem je pa v tem, da dokler se ne zgodi to nekomu, ki ti je blizu ali pa tebi, ne veš, koliko resno je to. In jaz sem pač takrat, ko sem čutil, koliko je Ajda nemočna v tisti njeni izgorelosti, pa kaj se ji dogaja, pa pol poslišal, koliko sem bil jaz nemočen, ker pač ni pol pomagal, da čaj kuham, pa obkladke nosim, pa govorim, sej bo v redu. Je rabila več pomoči, oziroma veš, je rabila nekega specialista, ki se bo s tem ubadil, pa neko res pa zdravstveno pomoč. In v tistem trenutku sem rekel, fakt, to je pa res hudo. In zato tisti je bil res tako, en tak hud opomnik, no. Tudi meni, pa vsem okoli naju se mi zdi, da so se stvari malo spremenile in mislim, vprašanje, če bi jaz tudi začel nase tako gledati, kakor sem, če se to ne bi zgodilo. No. Tako da, ja, saj veš, kaj pravijo, da ni, da če padeš, ni hudo, da hujše, če se iz tega padca nič ne naučiš. Ne. Čeprav jaz tega ne jemljem kot padca. Ne. To je bilo pač sosledje nekih stvari, ki so se zgodile. Ne. Ajda je bila izjemno uspešna project managerka, pri Celtri, tudi v službo je ful rada hodila, vse je funkcioniralo, ekipo je imela vrhunsko, pogoji so bili ekstremno dobri, ampak pol je v tej fazi je imela še Minimelos, kot podjetje, kjer dela ninice za otroke in pač ostale stvari, Instagram, Facebook, se pravi to vplivništvo, in pol na poti sta se rodila še Liam pa Nels in ljudje smo tako narejeni, da dokler lahko, jaz še dodajam projekte. Se pravi, a lahko ti še tole? Ja, lahko. A lahko ti še tole? Ja, itak, da lahko. A boš še tole spelo? Pa pol še kot dizajnerka imaš še par projektov, ki jih še tako dela, ne, z nekimi strankami, pa kakšni logotipi, pa podobne stvari. In jaz mislim, vsi smo se zavedali, da ful dela. Pač tudi jaz sem jih kdaj rekel, se ti ne zdi preveč, ampak pač, ja, mislim, ženska v top formi pri 30-ih, ja, če je ona prav, da lahko, pol lahko, ne. Ampak ja, pol je pa to snap, ne, brez opozorila, ne, se zgodi, ne. In ja, mislim, mogoče bi bilo, ja, fajn, da še ona svoje strani pove, ampak kar se mene tiče, ja, to je bil en tak reality check. Jaz sem veliko razmišljal o tem, veliko tudi knjig prebral, tudi Ajda jih je. Mislim, pri njej res izjemno cenim to, da je v tem prvem trenutku vse skenslala, dobro, razen nas družine. Vse, pač se pravi, je pustila službo takrat, kar jo je zelo odbolelo, ker recimo na Celtri je bila ona ena izmed prvih zaposlenih, se pravi, firma se je razvijala od takrat, ko je ona prišla, jih je bilo 20-30 do takrat, do pač pred kratkim, ko je bila že res korporacija, ne, mednarodna in tudi z velikimi vložki iz tujine in podobno. Pač tehnološki, za slovenske razmere definitivno gigant. To in Minimelos je dala takrat na pauzo, in se pravi vse objave na socialnih omrežjih, vsa sodelovanja.
In moram reči, da tudi to moram pohvaliti, da vsi so razumeli. Tako. In tudi pol, ko se je odločila, da ne bo šla več nazaj v službo, ne? Da se bo posvečala bolj kot ne Minimalus, se pravi njeni znamki, pa še to pač tako postopoma. Pol je imela razumevanje z vseh strani. Ne? In to mi je bilo zanimivo. Ne samo od nas domačih, ki itak pričakuješ razumevanje, ampak tudi strani poslovnega sveta. Tako da. Jaz sem pa zraven nje preberal vso literaturo, ki je ona brala, poslušal vse, kar je šla čez, in se probal čim več naučiti, da ne bom jaz tudi naslednji v vrsti, ki se mu bo to zgodil, pa se ne bom nič naučil iz tega. Ne. Torej si šel v bistvu čez celo okrevanje zraven nje. Ja, sem šel. Ja. Pa bi lahko rekel, da zdaj točno veš, kaj ne delati, da bi zapadel v to, ali misliš, da... Ne vem, ne. Težko. Ne vem. Tudi problem je v tem, da recimo so, ne vem, jesen se mi je zgodil, ko je prišlo par projektov, za eno blagovno znamko smo delali mednarodno kampanjo, in pač meni je Ajda rekla, David, a veš, kam to gre? Pa sem bil jaz tako, vem, sam kaj ne pa naredim, ne? Pa pravi, da je kakšno stvar skensli. Sem rekel, ne morem. A veš, tako pač, ljudje smo res čuden narejeni, ne? A veš, jaz ne morem reči, mislim, ker se meni nekaj ponudi, en projekt, en izziv. Pa če se jaz dobro počutim, ne bom rekel ne. Čeprav vem, da se bom na konc leta nisem v hrbet, ne, po domač rečen. Ne vem. Si pa speljal? Ja, sem speljal. Si? Ja, sem speljal. Ja, ampak je bilo... Ne, sem rabil par dni, da sem k sebi prišel. Ne. Tega, spet adrenalin padel. Ja, to je bil recimo, poleg tega, da smo snemali še avtomobilnost takrat, pa vse ostale projekte, je bil to pač 10-dneven projekt, kjer so bili snemalni dnevi tam po 14-16 ur. In kot si na snemalnem dnevu, tako še zlasti zunaj, ni tista tvoja prehrana, se pravi, da ješ zdravo, da kontroliraš, kaj vnašaš, da se gibaš tako, kot bi se mogel gibati, da spiš to, kot bi mogel spati, in to pelje nekam. Ne? Ampak jaz takrat sem šel zavestno v to, da vem, v kaj se spuščam, in sem bil tudi pripravljen na to. In tudi po tem projektu sem si spucal par dni, da sem malo prišel k sebi. Ne me narobe razumeti, to ni najtežja služba na svetu. To je zelo easy. Prideš tja na set, odigraš un del, večino časa čakaš, bereš knjigo gor dol. Ampak je pa tisti trenutki, ki pa moraš narediti, so pa visoko adrenalinski, oziroma pa črpajo od tebe energijo. Ne? Se pa moraš na to pripraviti. Tako da vem, da ni to delo v rudniku, ker pač je garaško in težaško ali podobno. Ampak tako, se mi zdi, da pač vsak pride v enem trenutku do nekih projektov, ki veš, da se boš izčrpal, ampak moraš tudi zavestno pa reči, okay, a veš, recimo ne bi mogel iti takoj po tistem, pa že na naslednji projekt. To bi pa dolgoročno pa to ne bi šlo. Ne. Se pravi, veš, da bo rukar, se pripraviš na rukar, rečeš, ok, pač to moram zdržati, to sem si zdaj nakopil, to sem si po eni strani tudi želel, ker pač jaz ne bi šel v ta projekt, če si ne bi tega želel, če ne bi to meni predstavljal en tak izziv, ok, tudi finančno, super, ampak pa na koncu se pa treba malo meriti. No. Ker če bi pa to delal par mesecev skupaj, pa siguran ne bi. Mislim, nek se ti mora poznati. No. Se sem prej želela reči, da zagotovo si tako uredil, da je bilo potem malo bolj umerjeno, pa si te že tako sam povedal. Ja. Imam pa to srečo, da recimo zdaj Ajda, ok, tako da lahko ona ta male dva prehendla, pa detke pa babice malo res zlate. Tako veš, da recimo lahko rečeva tudi, ne vem, mi dva rabva zdaj en vikend zase, pa
mal, da ne bojo imeli bitko, pri katerih dveh bosta ta male dva. No. Tako pač res. Če ne bi imela tega, in tudi če se navežem malo na izgorelost, če ne bi imela tega suporta starih staršev in najdenih in mojih, ne vem, če bi šlo ukrevanje tako hitro čez. Ker takrat v unem trenutku, ko je bila Ajda res na dnu, je bila tudi ta malima dosti težko, zato ker ta male dva sta, ona dva ne štekata tega, ona dva sta, mislim, pol ure z njima je včasih že kar workout, in psihični in fizični. Oboje. Tako da, pa ne da bi jamral, ampak sam tako, da mogoče kdo, ki se mu kaj tazga dogaja, mi je pa jasen, da, če se ti to zgodi, da lahko je menkle reči, pusti vse, najti pomoč, gor dol. V realnosti pa, ki so tukaj, otroci, ki so krediti, ki ne veš, kako gor dol najemnine in podobne stvari, je pa lažje reči, kaj narediti. Tako da je ful pomemben od okolja, ki ga imaš okrog sebe, da te res toliko spoštuje. Pa, mislim, tudi v takem trenutku vidiš, kdo ti kaj pomeni. Jaz mislim, da tako se zelo izkaže, kdo je na tvoji strani, kdo je pa tam sam zato, da se malo šlepa. Zagotovo, ja. To so ključni trenutki, ko vidiš. To definitivno, tako da. Me pa zanima, zdaj z Ajdo sta skupaj že res dolgo, mislim, da od svojega 17. 19. leta. Ja. In kako gledaš na to, da v bistvu sta od nekega mladostništva zdaj prišla do sem, ko šla čez neke trenutke, čez poroko, otroke. Kako to gledaš zdaj to? Celo popotovanje. Letos smo imela 10 let poroke, drugače sva pa zdaj konc leta v skupaj 18 let. Ja, to je že dolga doba. 18 let se poznava. Jaz sem srečen, mislim tako, res srečen, da sva se spoznala, ker sva bila toliko mlada. Zato, ker zdaj vidim pri enih kolegih pa kolegicah, ki so mogoče imeli malo bolj burno mladost, pa v bistvu zdaj iščejo, nekje po 30. letu iščejo partnerje pa partnerce, pa vem, da to ni toliko lahko. Tako, vsaj v njihovih primerih pa so vsi ful v redu, pa tako, mislim, lahko najboljši, kar se mene tiče naših odnosov. Ampak da bi pa najdel nekoga, s katerim bi skupaj zgradili družino, prihodnost, se postarali skupaj, je pa težko najti pol kasneje. Tako da midva, jaz sem res vesel, da sva v bistvu še takrat, ko sva bila praktično v srednji šoli, da sva se spoznala na atletki, vidiš, spet prepletam šport. Vse v pajkicah. Ja, može v pajkicah. Ja, in je res sva dala veliko čez. Od tega, da mislim, od moje te neke športne kariere, kjer je bilo ogromno enega prilagajanja z Ajdine strani, dobro, tudi modeling je, mislim, z nekom, ki se ukvarja z modelingom, jaz mislim, da je težko živeti. No. In moškemu z manekenko in ženski z manekenom. Mislim, že sam z vidika, veš, tako podoben kot pri igralcih, ki imaš vsak drug teden drugo ženo na platnu, ali pa drugo družino. Že to moraš imeti v glavi kar pošlihtano, da to lahko prežvečeš. Športnikom pa sploh, veš, mene recimo, ko smo vozili Bob, 12-14 tednov na zimo ni bilo doma. In tega, da je Ajda študirala v Angliji, 3 leta. Se pravi, takrat so nam vsi govorili, da zveze nedeljavo ne delujejo. Pa to je bilo še takrat, to še v dobi Messengerja. Aha, okay. Sprav, to še poznam. Messenger še poznaš. Ja. No, ti si malo mlajša. Ampak mogoče kdo od te ljudi, ki posluša in gleda, pa ne. To je bilo takrat,
je sploh že bil Zoom, mogoče da je bil. Ne, veš kaj je bil Skype. Skype, ja. Skype to pa je bilo. Ja. Skype je bil, kvaliteta je bila slaba, na telefonu se skoraj nismo pogovarjali, tako da si mogel priti do računalnika, da si lahko kaj odpisal. Kvaliteta prenosa je bila wow, ne, tako da če si zunaj kamero kaj videl, si bil že srečen, tudi kamerce so bile slabe. No, če sva to preborbala, sva rekla, da pol pa lahko vse. Ja, in pol sta prišla ta malčka, poroka, ta malčka. In mislim, super je, no. Meni je všeč, mislim, veš kaj, pol tako, če dalje bolj postaješ del drugega. Veš, to je ena taka rast, ne vem, growth hacking je beseda, sta besedi leta, kaj se vem kaj, v biznisu, v segmentu. Ampak tudi jaz mislim, da tako, da se pozna, če odnos res vlagaš. Pa če dosti hitro vidiš to, kar sva midva, da sva narejena drug za drugega, da lahko pač si pomagava, stojiva ob strani, se dopolnjujeva. Tisti, ki naju ne poznajo ful, jim bo mogoče zanimivo, da mi sva si dosti različna. Tako da jaz vedno, ko se nekaj spomnim, ajde vprašam, in zelo redko je to pa to, ja se strinjam, ampak se tako. In na začetku mislim, se kdaj tudi skregava pa to, ampak so imela kar burne debate okrog nekaterih tem. In to mi je všeč, zato ker vedno dobim tudi pogled z druge strani, da nisva tako, da bi človek rekel, on vas se pa vsem vedno strinjata. To mi je ful dobro in te pač debate, ki jih imava. Ja, ker potem še bolj to raziskuješ in premisliš, kako bi drugim ukajalo. Ja. In tudi karakterno imava ene, mislim, tako, kako na kakšno stvar reagirava, sva dosti drugačna. Tako da, mislim, kar je dobro, zaradi tega, ker pol vedno skupaj prideva do ene, se mi zdi, da kar dobre rešitve. Tako da, in to se pozna, pomaga in pri malih dveh, in pri kakšnih poslovnih sodelovanjih. Tako da, mislim, zelo veliko se pogovarjamo. No? In jaz mislim, meni je to pomemben, in tudi za družino je pomemben. No? In tako probava tudi Liama pa Nelsa učiti, da dajmo najprej stvari doma predebatirati, kaj pa lahko pridemo do enega pametnega zaključka. Ne? Mi bereš misli. Te hotela vprašati, kako to deluje pri vzgoji. Ja, no, ta mali so pa ta mali. Ne? Pri njih je pa, kar ni nič narobe, ampak je pač instinkt tisti, ki ta prvi odreagira. In pol na podlagi tega moraš pol ti kot starš oceniti, ali reagiraš na to, ali uskočiš, ne? Ali pustiš, pa bosta že sama najdla. Ker se mi zdi, jaz sem eden od tistih, ki se mi zdi, da ne bi rad mikromenedžeriral preveč. Zdaj, če nekaj vidim, da je res narobe, ok, to ni cool, dajmo se pogovoriti vsi, kaj si ti naredil, zakaj si ti narobe reagiral, pa zakaj si ti pol še slabše reagiral. Dajmo se pogovoriti. Zdaj, če pa to nekaj, ki pa vidim, da je pa njuna dinamika, morata pa ona da ugotoviti, kako se iz tega rešata. V enem intervjuju sem prebrala, ne vem, si ti rekel ali pa ajde, mi je bilo tako simpatično, da v družbi bo ta vedno krila hrbet drugemu, doma pa se lahko v minuti skregata. Ne, definitivno. To je kar taka klasika. Pa jaz mislim, da vsak ta prav par se mora znati skregati. Pač tako, brez loputanja z vrati, brez tega, da gre en ven, da si nekaj v glavo vržeš, ampak da znaš povedati svoje, da znaš tudi argumentirati in da se kdaj znaš tudi ne strinjati. Zato, ker če tega ne bi bilo, pol pač, ne vem, jaz tebi ne dovolim, da si to, kar si, ali pa ti meni ne dovoliš, da sem to, kar sem. Se pravi, če jaz res mislim, da je nekaj tako, kot jaz mislim, pač je to tako, daj me prepriči, zakaj
zdaj to ni dobro, ali pa zakaj za me ni dobro, ali pa za družino. Saj sem odprt za to, sam pač argumentiri me. Tako da, ja. Ja, tako. Ko si prej rekel, da debatiraš, se pogovarjaš, si iskren. Je pa res, da veš, včasih je pač težko, ne? Kaj je družina, še posebej, ko so otroci, se nekaj zgodi dopoldan in pa moraš počakati do 10 zvečer, ko greš otroka spat, da ene stvari razjasniš. Pač čisto vsega pa ne moreš razjasnjevati, vsaj jaz mislim, no, pred otroci. Ja, se strinjam. Moraš pač, tako, ko ne moreš v službi prati svojega perila, tako je. Tako je. Mislim, da je čas, da skočiva še na zadnji del tega pogovora. Deva tokrat kratke odgovore, prav? Zdaj so bili predolgi. Ne. Ampak zadnji del je malo bolj tak. Kratka vprašanja, da mogoče še ujameva kakšne stvari, ko jih nisva uspela. No, verjamem, da veliko stvari nisva uspela danes predebatirati, da bi se še najdlo veliko tematik. Zdaj, o kavi sva že govorila. Ponavadi tukaj vprašam goste, zato ker preskočima. Zanima me glede na to, da si tako vpet v podcaste, a v avtu poslušaš radio ali si prižgeš kakšne epizode podcastov? V bistvu oboje. Ja, rad poslušam podcaste, ampak se tudi veliko vozim, tako da mi podcastov hitro zmanjka, takrat pa pol poslušam radio. Pa ob 7 zjutraj, pa ob 1 popoldan, pa ob 3:30 popoldan, če sem v avtu, poslušam poročila. Oziroma druga je. Ob 7 je druga, pa dogodki in odmevi. To poslušam. Še ena rutina. Še ena rutina. Ne, to me da mi dozo informacij in se mi zdi, da novice prek radija, vsaj meni, so še vedno tako, kot sobotna priloga v soboto. A veš. Pa v nedeljo, če soboto ne prebereš. Tako zjutraj ob kavi. Ne, res, tako, ne vem, kaj je narobe z novicami, ki jih dobiš, pač, ne vem, vsak dan se jih lahko na kjerkoli portalu prebereš, na internetu, pa z unimi slikami, pa kaj vse, reklamami, pa temi stvarmi. Ampak tako, ki jih pa povejo na radiju, tako grejo pa meni najbolj v žilo. No. Ja, se je drugačen način, ne? Ja, verjetno ti način, torej nekako siguren, ustreza. Ja, ne, stvar navade, ne vem, mogoče se bo kdo poistovetil, ampak jaz, ob 7 zjutraj tistka, pip, pa gremo noter. Ali obžaluješ kaj v življenju? Ne, to vprašanje sem že velikokrat dobil, pa pol vsakič, ko malo razmišljam, a je res kaj, ali pa mogoče kaj novega, ki se je vmes zgodil, kar bi obžaloval. Prav zares ne. Zaradi tega, ker vsaka stvar, mislim, a sem ga kdaj kaj polomil, a se mi kdaj kaj čudenega zgodil. Ja, ampak vse te stvari so me naredile tazga, ki sem. In pač zaradi tega včasih kaj bolj pomislim, kakor bi, če se to ne bi zgodil. Sem bolj previden, ne vem, bolj caring, ampak ja, ne, da bi pa prav zares obžaloval, pa ne. Kaj te pa najbolj usreči v življenju? Kaj me najbolj usreči? Ne vem, recimo to, da gremo zdaj čez praznike s familijo smučati, pa da gremo vsi, to detki pa babice. To mi je kar lepo, da smo tako, da smo za praznike skupaj, to mi je res lepo. Pa dobro, pa imam še par hobijev, ampak me delajo veselega, ne moram pa reči, da zdaj, da ne vem, da je kot basket igram, da me to res usrečuje. Ne, me razveseljuje in rad grem, ampak tako, in rad bi še delal to nekaj časa, če mi bo zdravje dopušča, ampak ne, drugače, usrečuje me pa res to, no, da smo v redu, ta ožji krog družine, da smo okej, da se razumemo in da se imamo fajn. To. Lepo.
Ja. Zanima pa me še, kaj je najlepši kompliment, kar si ga kadarkoli prejel? Se spomniš kakšnega? No, veš kaj, jaz sem mislim, da nisem najboljši, ne sprejemam komplimentov najboljši. Tako, ja, zato, ker me spravi v tak mal nelagoden položaj. No. To je spet povezava na to samozavest. Tako da vedno, jaz sem eden tistih, a veš, ki pravijo ženskam, če imaš novo torbico, pa če ti rečejo ful lepa torbica, no jaz sem una, ki reče, joj, se je bila ful pocen, pa je bila na razprodaji, pa klepar strani mal strgana, zato je bila pol cene. No to, tako da v trenutku, ko dobim kompliment, se jaz že upravičujem ponavadno. Tako da ne, sem pa vesel vsakega komplimenta, pa naučil sem se biti vesel tudi kritike. Zato, ker vem, koliko je težko priti do človeka, pa reči, mislim, in pozitivne in negativne kritike, da se prav razumemo. Koliko težko je človeku reči in ja, ful dobra oddaja, da še težje je pa nekomu reči, joj, meni se zdi pa, da imate pa res, jo, pa ne mi zameri, preveč električnih avtomobilov. Ne vem, recimo primeri z avtomobilnosti. Tako da cenam oboje. No. Mislim, nasplošno tako cenam, ker ljudje pridejo do tebe in ti dajo v pogledu del sebe, a pa v pogledu svoje razmišljanje. To mi je tako zlato. No. Tako, veš, da nisem pač, ja, ok, sej vem, tam si, to je to delaš. Hvala lepa in nasvidenje. Veš, da si najbolj iskreno do zdaj v bistvu povedal, da ti je tako neprijetno teh pomisliti, da te je nekdo kompliment dal ali pa pohvalil. Zdaj vedno so vsi kar mal čakaj, da razmislim. Ne vem, če mi je že kdo takoj na prvo žogo povedal. Ja, to. Vsi so mogli malo razmisliti, pa so bili pa tak, vse to pa res, ne? Ja. Ampak se mi zdi, da taki smo. In tudi mene, če vprašaš, bi mogla res dobro premisliti. Ali pa tudi to, kar si povedal s torbico. To se mi zdi, da se večino žensk s tem poistoveti. Ne, ne se zato sem dal ta primer, ker vem, da pač da tako je. In meni sprejemati komplimente, res jaz sem pol kar tako malo vase lezem. Ja. Pa ne, da bi mi bilo karkoli, ampak pač ne vem, to po moje je tudi odvisen malo od karakterja, pa od vseh, pa kako si bil vzgojen, pa te stvari, ne? Res je, ja. Kaj eni, poznamo tudi ljudi, ki jim rečeš fantastična oddaja, pa rečejo, kaj? Samo fantastična. Pa tega svet ni videl, to je več. Točno tako. Ja. Res smo si različni. Tako da, ja. Najlepša hvala za tole čudovito kavico. Hvala enako. Ja. Pogovor ob kavici, seveda. Z veseljem še kdaj. Hvala.